kaj to pomeni? To pomeni, da sem mogla naštudirati, kako je recimo napajalna postaja, s katero se električni avto popolni sestavljena, da poznam, kako deluje, da poznam, kako ta napajalna postaja lahko komunicira navzven, to pomeni, tako kot so vaši telefoni nevidno povezani, ne, in se lahko med sabo pogovarjate. Potem malo sem se izobrazila na področju, kako je električen avto sestavljen, recimo tudi to področje. Potem pa veliko pa delamo, to je neko osnovno znanje, veliko pa delamo, kako v bistvu nove storitve. Če boste vi čez 5 let, boste imeli šoferski izpit, pa recimo, da vam bodo starši izpit, če boste imeli električen avto, da boste imeli samo en zaslon in boste tam nekaj tipkali in mi se ukvarjamo prav s tem, kaj vse na temu zaslonu, na temu devajsu znotraj avta razviti, da bo vam kot userjem čim bolj lahko. To je recimo čist eno tako osno. Torej, moja naloga ali pa moj cilj je, da lahko danes vsakomor, ki pride od naših odjemalcev oziroma kdorkoli pride v to informacijsko pisarno in ga karkoli zanima v zvezi z varčevanjem z električno energijo, da mu lahko pomagamo, damo nasvete, tudi če pride za neko težavo, problemom, ki ga zanima v zvezi z rabo električne energije, mu rade volje odgovorimo. To je moja prvenstvena naloga. Kakšni so vaši osnovni nasveti, da naprimer lahko privarčujemo kaj pri računih za elektriko? Poglejte, moji osnovni nasveti so čisto taki zelo uporabne narave, ki jih tudi doma prakticiram. Ne. To pomeni, da se fokusiram na večje porabnike električne energije doma, to so pa vsaj pri meni je to sušilni stroj, pomivalni stroj, pralni stroj in kako jih uporabljati, kdaj jih uporabljati. Jaz še vedno odjemalcem čist glede na lastne izkušnje svetujem, skušajte, pač prati, sušiti, pomivati z aparati pač v času manjše tarife, ker pač privarčujete, dejansko pač se vam finančno pozna nekaj na računu. Potem drugo je pa seveda način uporabe. Pomeni, kakšen je ovoj stavbe, kakšna okna imajo, kajti na starih objektih, kjer praktično ni izolacije, bo toplotna črpalka se izkazala za kar potratno zadevo, ker pač tukaj deluje zakoni fizike, da ti ogreješ prostor na 22 stopinj pri neki zunanji temperaturi, ti rabiš določene količine toplotne energije pač noter v prostor implementirati, in to je neminovno. Kakšni smo Slovenci? Smo varčni z energijo ali potratni? Zanimivo. Rekla bom, da smo vse bolj varčni. Ker mislim, da so ljudje že kar dosti dobro ozaveščeni in znajo varčevati. Tudi iz tega aspekta, to, ko govorim, se zanimajo za to. Bom pa rekla, da bi bili lahko še bolj. To pa vidim iz tega, da ostaja tisto razmerje, saj tisti odjemalci, ki imajo dvotarifno merjenje, da ostaja razmerje med porabo v manjši in večji tarifi še vedno pol-pol. Tukaj bi ga lahko izboljšali. Iz tega aspekta bi bili mogoče lahko bolj, bom rekla, racionalni, varčni, ker bi prehranili pri računu za električno energijo. Torej, čas manjše tarife je vsak dan med 10. in 6. uro zjutraj in vse sobote, nedelje in praznike. Preostali čas je čas višje tarife. In že, če bi čist na mesečni ravni 1 kilovatno uro vzeli oziroma 1 kilovat vzeli, bi ugotovili, da v bistvu je manjše tarife procentualno ali pa v deležu več kot više tarife. Tako da v bistvu imajo odjemalci priložnost v bistvu za, bom rekla, takšno varčevanje, za to selitev porabe v čas manjše tarife. Kaj pa poraba elektrike, naprimer, med javno razsvetljavo, reklamnimi panoji? Kakšno pa je vaše mnenje? Smo potratni? Mogoče, če se primerjamo z tujino ali pa z pač drugimi prestolnicami, bom rekla, da mogoče Slovenci še nismo toliko. Tudi nimamo še toliko, bom rekla, veliko reklamnih panojev, pa tudi zasledujem tudi iz projektov poslovnih odjemalcev, da
obstoječe reklamne panoje vse bolj opremljajo, torej dajo te stare fluorescentne sijalke ven in jih nadomeščajo za LED razsvetljavo. Ne. To pomeni, da se zavedajo, da tisti pano, ki jim gori 24 ur na dan, ne, da oznanja, da je njihova firma tam, ne, da tudi začenjajo v bistvu menjati tehnologijo. Ljudje včasih mogoče ne vejo, kako važno je, na kakšen način posamezne aparate uporabljajo. Recimo, zanimivo je, da ljudje niso vedeli, da je zelo važno, da perilo čim bolj centrifugiramo, preden ga damo v sušilca, ne, ker sicer bo sušilc delal pač veliko dalj časa, ne, da bo posušil perilo do določene stopnje, ne, kot pa v primeru, če imamo perilo pač čim bolj centrifugirano, ne, pač bo rabo toliko ekvivalentno manj časa, ne, in manj energije s tem. Potem, naprimer, zanimivo je, da včasih ljudje težko razpoznajo, kako se, če se odločajo za nakup novega aparata, ne, kjer ga kupiti. Tukaj hočem biti zelo poštena, ne. In sicer ljudem povem, ne, da se seveda glede rabe električne energije absolutno ne gledajo čim višji energijski razred, ne. Torej vsaj A oziroma pri hladilnikih A3+, A2+, ne, in podobno. Povem jim tudi, kakšne so recimo čisto, rečemo, neke ocenjene razlike pri porabi na neki letni ravni, ne. Čim drugo je pa potem cena takih aparatov, ne. Tukaj pa pač sem pa zelo konzervativna, ne, in jim prepuščam odločitev o nakupu, pač rajš nima, ne. Torej, pač, če so pripravljeni dati več denarja, ne, toliko več, v redu, ne, torej se ne. Zanimivo je recimo, je bila ena stranka in potem bo še več na to temo vprašanj, ne, kupiti sušilni stroj za toplotno črpalko ali sušilni stroj razreda B, ne. In potem smo naredili pač neke izračune na neki letni ravni, koliko bi porabili za enako količino posušenega perila v primeru A in v primeru B. In tista stranka je bila toliko vesela, ker mislim, da smo zračunali, ker za sušenje se pa kar dosti energije porabi, da smo zračunali rang 80 do 100 evrov, ne, na leto, da se porabi za sušenje, da se je ta stranka odločila pač za dražji aparat za toplotno črpalko, torej veliko bolj učinkovit. In je bila zelo vesela že z tega aspekta, da smo ji dali konkreten izračun podatek, ne. Potem, naprimer, tako kot imamo tukaj primere, ne, kakšno razsvetljavo, ne, če že kupujemo žarnice oziroma sijalke, kakšno razsvetljavo, ne, kaj ne kupimo v trgovini. Ne. Tukaj so lepo s temi merilniki, se lahko čisto konkretno zmeri, koliko porabi ena ali pa druga. Ne. Tukaj imamo recimo klasično žarnico na žarilno nitko, ne, pa potem varčno sijalko in tukaj imamo še LED žarnico, ne. Koliko ena in druga porabi, ne. In glede na število družinskih članov, ki močno vpliva na porabo razsvetljave, ne, in seveda, koliko smo doma, ne, če smo veliko doma, več porabimo, pač lepo odjemalcem, lepo čisto transparentno povemo, lejte, tukaj so večkratniki porabe, ne. Torej med to pa klasično varčno sijalko je 5-kratnik, torej 5-krat manj nekaj tacga, dočim med to pa to, ne, LED, pa klasično pa 20-kratnik, ne, tako, pri pač takih povprečnih teh sijalkah oziroma žarnicah, ki jih kupujemo. Potem včasih ljudje sprašujejo, ne, glede kuhanja, ne. Zavedati se moramo, da so sodobna kuhališča, ne, tudi v bistvu kar lahko veliki porabniki električne energije, ne. Absolutno pa zagovarjamo v bistvu sodobna indukcijska kuhališča, ne, ali pa tudi sodobne pečice, ne, ki imajo že v bistvu toliko grajene v bistvu vse, bom rekla, opreme, da so v bistvu že same maksimalno varčujejo z elektriko, kolikor je možno, ne. Zelo se pa, bom rekla, veliko vprašanj, zlasti v jesenskih mesecih, ne, se nanaša na ogrevanje z električno energijo. Vsakmu odjemalcu ta prvo povem, kot, bom rekla, tehnično izobražen človek, bom rekla, da je električna energija predragocena, da bi jo neposredno toplotno pretvarjala, ne. Skratka, z nekimi takimi pečkami ali pa podobnimi zadevami, ne.
Potem poudarjam, da če se odločajo za recimo prenovo ogrevalnega sistema v hiši in da recimo se odločajo, da bojo uporabljali naprimer toplotne črpalke,